Slovenske Konjice so mesto, ki že nekaj let ustvarja turistične uspešnice. Do sedaj so bile 9-krat najlepše izletniško mesto v Sloveniji, dobili so zlato medaljo iz evropskega tekmovanja Antoine Floral, uvrstitev v finale za evropsko destinacijo odličnosti in še kaj bi se našlo v pestri turistični zgodovini. V torek 26. junija 2012 ob 18. uri je v Mestni galeriji Rimer potekala prireditev podelitev licenc lokalnim turističnim vodnikom. Oni so tisti, ki so med izobraževanjem videli lepote na Konjiškem, se v njih marsikaj poučili iz zgodovine in lokalnih zanimivosti, ki jih bodo nekoč z veseljem pripovedovali obiskovalcem turistom, ki jih bodo zanimale lokalne znamenitosti. Letošnjega izobraževanja lokalnih turističnih vodnikov se je udeležilo nekaj že izkušenih lokalnih vodnikov, ki svoje znanje radi obnavljajo. Še posebej veseli pa smo bili 11 novih obrazov, od katerih je pa 9 uspešno zaključilo izobraževanje in bodo danes v roke prejeli licence za lokalnega turističnega vodnika občine Slovenske Konjice. V času od 23. aprila do 8. maja so udeleženci izobraževanja s profesorico Aleksandro Boldin spoznavali občino Slovenske Konjice ter širšo regijo v zgodovinskem, etnološkem in geografskem smislu. Konjiško zgodovino so lahko videli skozi objektiv izkušenega lokalnega turističnega vodnika gospoda Jožeta Kokota. Spoznali so 2 primera dobrih praks iz lokalnega okolja, ko nas je po našem vinorodnem okolišu v izjemnem ambientu nove vinske kleti Zlati Grič popeljala Silva Zadnik in ko nam je zapleten svet čebel in svojo življenjsko zgodbo v razvoju čebelarstva Žvikart predstavil gospod Franc Žvikart. Poslušali so zgodbo o medobčinskem povezovanju v lokalno akcijsko skupino od Pohorja do Boharja, katere pozitivne učinke nam je predstavila gospa Breda Retuznik iz Razvojne agencije Kozjansko. In za konec so kandidati morali opraviti tudi praktično vodenje po občini ter pisno preverjanje znanja. Kot rečeno, bo danes licenco za lokalnega turističnega vodnika prejelo 9 posameznikov. Njihovo delo pa se s tem trenutkom šele zares začenja. Rast uspešnega vodnika namreč zahteva vseživljenjsko izobraževanje, izpopolnjevanje in spremljanje lokalnega dogajanja. Prosim, da mi licence pomagata podeliti gospod Miran Novinšek, župan občine Slovenske Konjice in Renata Klančnik, direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice. Licenco za lokalno turistično vodnico prejme Mojca Čelešnar. Naslednja prejemnica je Veronika Dolšak. Veseli smo, da niso bile na izobraževanju same punce, tako da vabim, da licenco pride iskat tudi Rok Komet. Naslednja prejemnica je Neja Mlakar. Z nami danes tudi Anja Strmšek. Hvala. In licenca gre še v roke gospe Silve Zadnik. Hvala lepa. Tudi na ostalem področju tako uspešno kot predvidimo. Moje čestitke. Hvala lepa. Hvala lepa. Licence morajo prejeti še Barbara Veškovnik, Andreja Mlakar in Petra Rezec, ki pa so se danes upravičile, tako da jim bomo vročili nakladno. Hvala lepa za pomoč. Iskrene čestitke še enkrat vsem prejemnikom licenc. Prireditev je pospremil kulturni program. Konjiški grad pripoveduje: postoj, dragi Konjičan, in popotnik, postoj, oglej si me in malo pokramljaj z menoj. Iz sive davnine stojim na teboj in gledam, kako se to mesto in ljudstvo spreminja z menoj. Bil sem najlepši grad, daleč naokrog. Zdaj sem le še neznaten dokaz zgodovine in živ opomin vsem tlačiteljem Dravinjske doline. Že 7 let
Že 7 let, 8,5, že 7 let, 8,5, kar ni našega grofa domu. Grofinja še ne zgovori, že rimski grof domu drči. Grofinja še ne zgovori, že rimski grof domu drči. Prva beseda je bila ta, kako je bilo pa kaj doma, kako je bilo pa kaj doma, ki ima sinčka malega. Grofinja dol pokleknila in roke gori vzdignila. O milost, milost, moj Gospod, o milost, milost, moj Gospod. Povej, povej, gospa moja, saj tebi žal ga ne storim, saj tebi žal ga ne storim, le njega živega ne pustim. Pril jo je nizko čez pas, vrgel jo je za Beli grad, bistro vodo, kjer ribce plavajo nad njo. In kratek sprehod po sledeh Pavla Santonina, italijanskega humanista, popotnika in pisatelja, ki je 30. maja 1487 v okviru svojega 3. dela Popotovanj obiskal tudi Žičko Kartuzijo. Santonino je spremljal generalnega vikarja oglejskega patriarha, ki je ugotavljal škodo zaradi turških vpadov na južnem Štajerskem, Krajnskem in Koroškem, blagoslavljal oskrunjene cerkve in podeljeval zakramente. Pri tedanjem obisku v Žički Kartuziji je zapisal, da je v samostanski knjižnici več kot 2000 knjig, ki so z večine pisane na roke, torej so rokopisi in ne tiskane. S tako izjemno bogato knjižnico so Žiče prekašale tedanje samostane daleč naokoli. Danes ohranjeni in prevedeni Santoninovi zapisi v knjigi z naslovom Popotni dnevniki predstavljajo dragocen opis verskega in posvetnega življenja tistega časa. Prijazno povabljeni tudi na dogajanje v Mestni galeriji Rimer, ki se bo dogajalo v prihodnje. Čestitke še enkrat vsem lokalnim turističnim vodnikom, ki jim želim seveda uspešno delo. Vam, spoštovani obiskovalci, pa prijeten preostanek večera.